Takole so mladi novopečeni navdušenci nad skejtanjem pod budnim očesom Mihe Lužnika preizkušali svoje skejterske sposobnosti. Obvladaš že kak trik, mogoče s skejtom? Toti kaj je, oli se še učim, drugega pa nič. Kako dolgo pa skejtaš? Že kakih, ne vem, 3-4 tedne. Kaj ti je pa najbolj všeč pri skejtanju? So to triki, je to, da se voziš sem tja, kaj je mogoče? Meni so triki pa te, ko greš po stopnicah, ko se po tisti štangi dol voziš. Znaš to, obvladaš? Ne tako dobro. Medtem, ko so se mlajši ukvarjali z najosnovnejšimi triki, so njihovi izkušenejši kolegi izvajali tudi zahtevnejše trike. Mene glih to danes motne, da otroci zmeraj več pozabljajo na olja in te bolj osnovne trike in grejo kar direkt na flipe. To ne gre tako. Najprej je treba z osnovami začeti, pa potem na flipe. Jaz bi flip je izredno lep, fotogeničen trik, ampak ne počakajo s tem, ker da se ti flip naučiš, mogoče nekateri rabijo 1 let, nekateri pa pol leta ali pa samo par mesecev. Čeprav je v svetu skejtanje tudi profesionalna veščina, ki lahko pritegne številne sponzorje, se pri nas s tem športom na tako visoki ravni ukvarja le malo kdo. Osrednja težava je namreč v pomanjkanju ustrezne infrastrukture. V Sloveniji predvsem za čez zimo pogrešamo pokrit skatepark. V Ljubljani sicer je eden, samo je na črno, ne ve se zdaj, ali ga bo ljubljanska občina še pustila, ali ga ne bo. Tako da moramo hoditi v Celovec ali pa v Gradec. V Mariboru se edini skatepark nahaja na Taboru. Po besedah tankajšnjih skejterjev je že precej dotrajan. Ja, jaz sem vsak dan tu, če ne vsak dan, vsak drugi dan. Pa skatepark se mi ne zdi dober. Zdi se mi, kot da ga je naredil gradbenik brez osnovne šole, če vam odkrito povem. Potem objekti niso najbolj za skejterje, ampak temveč za rolkanje, za rolerje. Večino najbolj me živcirajo tukaj tile otroci, ko hodijo tukaj in pol mamice njihove, ko so taki še mali, pa tu imajo neke kaskaderske. Mariborski skejterji tako nekoliko zavidajo svojim ljubljanskim kolegom, ki imajo na razpolago kar 2 skateparka. Prvo smo naredili v Uni, zdaj pa se še indoor gradi, za 3. septembra bo, potem pač tu pa je to. Torej kaj bi mogoče, da bi občina naredila še kak skatepark ali kaj podobnega? Ja, valjda.